Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Čas je za dogodke dneva. Nekdanji direktor in računovodkinja Atrija osumljena goljufije v višini 3,2 milijona evrov. V Šmartnem ob Paki za naložbe v železniško infrastrukturo dobra 2 milijona evrov. Obiskovalci celjskega City centra so lahko izbirali med 15 mladimi vini. Slovenke na uvodnih tekmah Evropskega prvenstva presenetile Dansko in izgubile s Švedinjami. 5 let po kriminalističnih preiskavah je celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper nekdanjega direktorja stanovanjske zadruge Atrij Celje Radovana Cinka in računovodkinjo Damjano Šumlak. Kriminalisti jima očitajo 248 kaznivih dejanj, s katerimi naj bi v 12 letih več kot 6000 lastnikov nepremičnin ogoljufala za okoli 3,2 milijona evrov. Celjski kriminalisti so primer preiskovali 3 leta in ugotovili, da si je družba Atrij v obdobju od 2005 do 2017 pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 2,5 milijona evrov, osumljeni fizični osebi pa sta si prilastili še okrog 700 tisoč evrov. Gre za zbrana in neodvedena sredstva obratovalnih stroškov in najemnin za tretje osebe. Oškodovanih naj bi bilo okrog 250 večstanovanjskih in poslovnih objektov z območja celotne celjske regije. Povzročena škoda na posameznem objektu naj bi znašala od nekaj 100 do več kot 50 tisoč evrov. Kljub temu, da je sodišče vložilo obtožnice, ni veliko možnosti, da bodo oškodovani lastniki dobili povrnjen svoj plačani denar. V Šmartnem ob Paki se začenjajo dela na železniški infrastrukturi. Projekt zajema ureditev peronske infrastrukture, gradnjo dostopnih poti in izgradnjo novega podhoda pod železniškimi tiri. Naložba je vredna dobra 2 milijona evrov, večino denarja pa bo prispevalo Ministrstvo za infrastrukturo. V Šmartnem ob Paki so v začetku meseca zaključili izgradnjo prizidka in energetsko sanacijo vrtca, zdaj pa se bodo začela dela pri bližnji železniški postaji. Občina Šmartno ob Paki že ves čas tvorno in dobro sodeluje s Slovenskimi železnicami. Zaprli smo kar nekaj nevarnih železniških prehodov, predvsem oziroma nezavarovanih, in podhod med središčem Šmartnega in osnovno šolo oziroma športnimi objekti je projekt, ki je sedaj se začenja izvajati. Kar nekaj časa je bil v fazi idejnih zasnov, pogovarjali smo se, kako do tega priti, in potem naročili projekt in sedaj smo pred izvedbo. Sprememb bo kar nekaj, pomenile pa bodo varnejšo in udobnejšo uporabo prevozov z vlakom. Zlasti pomemben bo nov podhod. Pride ukinjen prvi tir, pridejo spremembe na signalno-varnostnih napravah, pa tudi postajališče bo prestavljeno sedanje železniške postaje 200 metrov, približno 200 metrov više v smeri proti Velenju na območje tega podhoda, kjer bodo seveda potem tudi na razpolago te, postajniške naprave, od kartomata do niša za čakajoče, bo pa seveda dostop do teh peronov tudi preko podhoda, ki bo hkrati služil tudi povezavi središča Šmartnega z osnovno šolo in športnimi igrišči. Naložba bo stala nekaj več kot 2 milijona evrov, pogodba z izbranima izvajalcema je že podpisana. V prihodnjih letih naj bi prenovili še celotno traso Savinjske železnice od Celja do Velenja. To je bilo nekako že slišati iz ust ministrov, da se načrtuje posodobitev celotne železniške proge, in zagotovo bo tale naš primer posodobitve signalno-varnostnih naprav in pa seveda železniške infrastrukture, postajališča in tega že neka prva faza oziroma vzorčni primer, kako se bo to tudi v drugih krajih na tej savinjski železniški progi dogajalo. Vemo, kaj se dogaja v zadnjem času, prevoz premoga, tudi Gorenje Hisense
mislim, da želi vzpostaviti neko kontejnersko povezavo po železnici, tako da se bo zagotovo tovorni promet zopet povečal. Seveda pa še želimo v okviru trajnostne mobilnosti, da bi se tudi potniški promet na tej relaciji povečal. Šmartno ima pravzaprav z vlakom veliko boljše povezave z Velenjem in Celjem, kot pa z avtobusi. Tudi na relaciji Celje-Velenje skozi Šmartno ob Paki pa že nekaj časa vozijo novi sodobnejši vlaki. Obiskovalci največjega nakupovalnega središča v regiji City centra Celje so minuli konec tedna lahko svoje brbončice razvajali z mladimi štajerskimi vini. V okviru projekta Pubec se je predstavilo 15 vinarjev z območja Štajerske. V City centru Celje so obiskovalci lahko okušali najboljša mlada štajerska vina. Na voljo je bilo 15 vinarjev naše regije. Gre za projekt Pubec, kjer je glavno vodilo povezovanje in promocija vin ter vzpostavitev vinske kulture. Osrednja nit vsega pa ostaja seveda poskušnja mladih vin, tisto najboljšega, kar je letina ponudila in pripravila. Tako da je mlado vino nek presek tega, kakšna letina dejansko nas čaka. Zelo veseli smo, da je City center Celje vse ta leta partner našega projekta in da dejansko vsako leto poteka degustacija in da se lahko štajerski vinarji predstavijo tudi tu Celjanom v Celju. Med mladimi vini so bila na pokušino predvsem bela vina, ki so poznana po svoji svežini in iskrivosti. Odličen vinski dogodek ob odlični glasbi, štajerski kulinariki in vrhunskih mladih vinih. Zakaj pa pravzaprav gre pri projektu Pubec? Da širimo glas, da smo Štajerci res v prvi vrsti uživači, da uživamo v dobri kulinariki, v dobrem vinu, ki ga znamo tudi predelati. Štajerska je vsekakor pokrajina, kjer se predeluje in vinrodni okoliš seveda, kjer se predeluje bela vina, tako kot imamo tudi v projektu. Ne gre pa zanemariti deleža tudi odlični rdeči vin. Kot še dodaja tudi penin. In kaj konkretno so vinarji predstavljali obiskovalcem City centra Celje? Predstavljamo se z Pubecom Muki, ki je muškatov tonel, suh in je letos oziroma vsako leto boljši. Predstavljamo seveda mladi muškatov tonel, zaradi tega, ker je pač zelo aromatično vino, pa po eni strani je zdaj tudi svežek. Mi danes predstavljamo sveži sauvignon, Pubec, kot Pubec vino, en tak je super sauvignon iz Limbuša, suho vino, čisto najbolj suh med Pubici, brez ostanka sladkorja. Tak je svež, saden, iskriv, nežen z malo višjo kislino, ki podarja toto podpohorsko mineralnost in svežino. Mi predstavljamo, bom rekel, Celju najbližje vino in sicer Pubec iz hiše Vin Emino. Letos, kot vsaka leta do zdaj, so se v njem znašle 3 sorte vin. To so prve 3 sorte, ki pridejo v našo klet ob trgatvi, se pravi Sauvignon, Chardonnay in pa rumeni muškat. Tako da ja, tako kot vsi ostali predstavljamo mlado, sveže, lepo pitno vino. Mi imamo danes zraven Pubeca našega, to se pravi Pebara, ki je bela zvrst. V tej beli zvrsti pa imamo rumeni muškat, muškatni tonel, pa Chardonnay in malo laškega rizlinga. 12% alkohola, pol suho vino, zelo harmonično in zelo dobro. Danes predstavljamo dejansko Pubeca, salon štajerskih mladih vin. Jaz drugače prihajam iz ormoškega konca, vključeni sem tudi prvič v tem projektu. Ponujamo dejansko od mladega vina do zrelejših svežih vin, do tudi rdečih. Ob Pubecu, mladem vinu, še 4 preostala vina iz našega sortimenta, nekaj domače skuhanih marmelad, pa bom rekel našo ob vinu še ostalo turistično ponudbo. Zdaj, če grem ta prvo na Štajerja, to je Renina. Danes predstavljamo Renino, ki je avtohtono slovensko vino, se pravi samo na področju Gornje Radgone. Tukaj imamo pa polovica je Sauvignona noter, ostala polovica je pa Rizvanec. Rizvanec so pa naredili iz zelenega silvanca pa renskega rizlinga, tako da so same plemenite sorte noter, oba dva sta suha. Prav vsi vinarji pa so pohvalili letošnjo letino, ki bi se lahko primerjala z lanskoletno. Bila je ena boljših v zadnjih 30 letih, tako po kvaliteti kot tudi po količini.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v uvodnih dveh tekmah skupinskega dela 15. Evropskega prvenstva za rokometašice iztržila polovičen izkupiček. V dvorani Zlatorog je v petek z 28-26 premagala Dansko, sinoči pa je z 22-33 morala priznati premoč reprezentanci Švedske. Slovenke so proti tretji reprezentanci zadnjega svetovnega prvenstva, Danski, odigrale odlično tekmo in pripravile eno večjih presenečenj do sedanjega dela Evropskega prvenstva. Z dobro igro so Adžičeve varovanke nadaljevale tudi v prvem polčasu srečanja proti Švedski, tako da so Švedinje po prvem polčasu vodile z minimalno prednostjo enega zadetka. Drugi polčas je bil povsem v znamenju Skandinavk, ki so na krilih razpoložene vratarke s hitrimi protinapadi, pa tudi učinkovitimi napadi na postavljeno obrambo Slovenk iz minute v minuto večale svojo prednost, ki se je na koncu zaustavila pri 11 zadetkih. Nič se nam ni poklopilo, v obrambi smo res imeli ogromne luknje in mislim, da tudi vsi smo videli, da tudi sojenje ni bilo tako, kot bi moglo biti. Po prvem polčasu smo rekli, da bomo treba popraviti določene napake, ampak jih nismo, torej to so te izgubljene žoge, ki potem njim naredijo hitre in lahke gole in pa v obrambi nismo prav čas začeli igrati, tudi nismo igrali tako, kot smo se dogovorili. Nič ni izgubljeno, seveda pač imamo še eno tekmo proti Srbiji, tako da gremo naprej, pripravimo se na to tekmo in pa treba se pač čim bolj regenerirati in iti na polno na zadnjo tekmo. Mislim, da njihova agresivnost v obrambi malo nas je zmedla. Imeli smo tudi dobre šanse v napadu, sam nismo zabili zicerov. Oni so zelo dobra reprezentanca, igrajo ful hiter rokomet in nekako moči so nam zmanjkali. To je to. Ja, ne vem, se mi zdi, da v prvem polčasu smo izgubili dosti energije, ker smo držali ta priključek. Mogoče je bil to razlog, da smo v drugem polčasu mogoče malo padali. One so igrale zelo borbeno v drugem polčasu, ampak nič tazga. Mislim, zdaj moramo iti tako naprej, čaka nas tekmo proti Srbiji, tako da vemo, kaj je naš posel za narediti. V slovenskem taboru so gledano v celoti lahko zadovoljni z izkupičkom na uvodnih dveh preizkušnjah 15. Evropskega prvenstva. Ja, z Dansko je bila res fenomenalna tekma, Švedsko bi morali iztržiti več, sigurno, ampak kar je, zdaj samo še zadnja tekma in bomo popravili to, kar smo si naredili. Slovenke so imele na srečanju proti Dankam v Zlatorogu podporo slabih 3000 navijačev. V nedeljo se jih je v hramu slovenskega rokometa zbralo krepko čez 3000. Občutki so pač neverjetni. Glede na to, koliko časa že igram rokomet, po mojem prvič igram pred tako publiko, kjer cela dvorana navija za tebe. Res publika je neverjetna, sploh ker je to moj domače mesto in res upam, da nas pridejo še na zadnji tekmi podpreti, da bodo nam dali to energijo, ki so nam jo dali v petek in danes in kljub temu porazu bi se jim rada res zahvalila in prosim, da pridejo čim večjem številu na naslednjo tekmo. Ja, igrati je zelo lepo pred domačim občinstvom, res moram pohvaliti pač vse navijače, zelo je lepo, ampak izgleda, da nas tudi z njihovo pomočjo ni šlo. V zadnji tekmi skupinskega dela bodo Slovenke v torek ob 18. uri igrale proti Srbiji. Ta je v uvodnih dveh krogih visoko izgubila Švedinjami in Dankami. Na glavo. Zelo težka tekma, Srbija, kot vemo, je zelo dobra ekipa. Imamo še neke neporavnane račune iz prejšnjega prvenstva v Španiji. Jaz upam, da se bomo zelo dobro zregenerirale in taktično pripravljene na njih. Seveda pa treba igrati pametno in zbrano in upam na dober rezultat. Slovenija bi v primeru zmage ali neodločenega izida zanesljivo napredovala v drugi del Ljubljano. V primeru poraza proti Srbiji pa bo odvisna tudi od izida na jutrišnji večerni tekmi med Dansko in Švedsko. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, ponekod na zahodu se bo že nekoliko pooblačilo.
Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, ob morju okoli 8, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -2, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo še v severovzhodni Sloveniji, kjer bo ponekod jutro megleno. V hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. V četrtek dopoldne bo dež od severozahoda zajel vso Slovenijo in do večera večinoma ponehal. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko hladneje bo. Z vremensko napovedjo pa tudi tokrat zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten večer in bodite z nami znova jutri.